Dober dan, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, navzoči novinarji in novinarke tu v Cankarjevem domu in v studiu TV Slovenija, gospa Nataša. Vlada je na včerajšnji seji zaključila z obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo, tako imenovani PKP3. Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije, študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja. Vlada je besedilo danes predstavila še koaliciji, še danes popoldan, najkasneje do polnoči, pa bo zakon romal v državni zbor. Podrobnosti o tem, kaj vključuje PKP3, bodo danes predstavili trije pristojni ministri. Minister za finance, magister Andrej Šircelj, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Današnja novinarska konferenca je prinesla tudi pomembno novost. Vprašanja novinarjev in novinark bomo sprejeli tako tukaj v živo iz dvorane Cankarjevega doma, kot tudi iz studia RTV Slovenija, kamor so prispela elektronska vprašanja. Prostor Kosovelove dvorane ima v luči zaščitnih ukrepov, ki jih priporoča in hkrati tudi zapoveduje Nacionalni inštitut za javno zdravje, številne tehnične omejitve, zato vas prosimo za dosledno spoštovanje samozaščitnih ukrepov. Po koncu uvodnih predstavitev bo vsak izmed ministrov sprejemal vprašanja izmenično, po eno vprašanje tukaj iz dvorane, drugo vprašanje pa bo zastavljeno iz studija RTV Slovenija, tako da tisti mediji, ki imajo sedež izven Ljubljane, tudi lahko enakopravno in enakovredno sodelujejo na tem današnjem srečanju. Ob zastavljanju vprašanj vas prosim vsakega posebej tukaj, da se predstavite in tudi poveste, komu namenjate vprašanje. Minister za finance, magister Šircelj, nam bo najprej predstavil novi finančni mehanizem, tako imenovani SURE mehanizem, s katerim bo Slovenija še naprej blažila posledice epidemije COVID-19 ter odgovoril tudi na vprašanja o celovitih finančnih posledicah novega protikorona paketa. Magister Šircelj, prosim za vaš nastop. Lepo pozdravljeni. Vlada je določila in danes seveda tudi že obravnavala tako imenovani poroštveni zakon. Gre namreč za poroštvo Slovenije za inštrument SURE. S tem inštrumentom bo financiran inštitut, o katerem je bil tudi obravnavan zakon in o katerem seveda bo največ govora, to je skrajšanje delovnega časa. Ta inštitut skrajšanje delovnega časa je seveda izredno pomemben za slovensko gospodarstvo, predvsem zaradi tega, ker zagotavlja določeno fleksibilnost pri načrtovanju poslovnih procesov. Hkrati pa je pomemben seveda tudi zato, ker to fleksibilnost na nek način financira država, z drugimi besedami, za tiste delavce, ki ne bodo delali poln delovni čas, jim bo nadomestilo za ta manko dela dejansko plačala država. Tukaj je lahko seveda nek primer, teoretičen, več o tem bosta povedala ministra.
pač delavec dela na dan 8 ur, če dela le polovico, bo polovico denarja dobil iz tako imenovanega sklada ŠUR. Glejte, delavec seveda ne bo zdaj videl na svoji plači, iz katerega dela je ta plača financiranja, za njega bo ostalo vse enako, dobil bo seveda plačo, tako kot jo dobi v katerem koli drugem primeru. Ta sklad je na evropski ravni vreden 100 milijard evrov. 100 milijard evrov je seveda veliko denarja in tukaj bo Evropska komisija dosegla pač to, da bo se enostavno zadolžila. Če se zadolži Evropska komisija, je treba povedati, da so bonitete za tako inštitucijo 3A skoraj zagotovo, zaradi tega seveda tudi pričakujemo, da bo ta obrestna mera in seveda tudi ostali pogoji zelo nizka v primerjavi z obrestnimi merami, ki veljajo na trgu. To seveda pomeni, da pomeni takšna zadolžitev, ugodno zadolžitev tudi za Slovenijo in z tega zornega kota vam želim še enkrat potrditi, tukaj gre za povratna sredstva, ne gre za nepovratna sredstva. Kot veste, mehanizmi za reševanje krize v Evropski uniji temeljijo na povratnih sredstvih, kar pomeni z drugimi besedami, da je ves denar treba vrniti. Gre pa seveda tukaj za vprašanje, koliko ga vrniti, ali le toliko, kot si ga izposodiš, ali je k temu prišteti treba še obresti in v tem primeru bodo te obresti zelo nizko. Evropska komisija dokončno še ni razdelila tega denarja, 100 milijard, lahko pa povem, da ocenjujemo oziroma računamo, da bi Slovenija iz tega mehanizma dobila okoli 900 milijonov. Ta denar je namenjen zagotavljanju delovnih mest oziroma temu, da se financira skrajšanje delovnega časa. Z tega zornega kota tudi pričakujemo, da bo ročnost tega inštrumenta podobno kot pri ESM-u inštrumentu, to je okoli 10 let, računamo na 10 let, čeprav tudi to, bom rekel, ni še dokončno določeno. Hkrati seveda računamo tudi na to, da bi skrajšanje delovnega časa lahko Slovenija financirala še iz drugih virov, predvsem iz tega, da bi del sredstev iz tekoče finančne perspektive, ki se konča koncem leta 2020, lahko preusmerili v ta del. Poleg tega seveda obstaja še tako imenovani socialni sklad in tudi iz socialnega sklada bi Slovenija lahko financirala ta inštrument, ki smo ga tukaj sprejeli, se pravi skrajšanje delovnega časa. Obstaja še ESM sklad, tudi pri tem skladu je dejansko že določen nekoliko bolj gotovo tudi delež Slovenije, to je 2% bruto družbenega proizvoda, kar z drugimi besedami enako pomeni približno 900 milijonov. Tukaj bi rad seveda povedal, da financiranje, skrajšanje delovnega časa pomeni dodatno zadolžitev za Slovenijo. Okvir te zadolžitve je že sprejet in je bil že potrjen tudi v državnem zboru. Tukaj govorim o dodatnem okviru v višini 2 milijard in z tega zornega kota je seveda, že kar vnaprej povem, tudi razmerje med dolgom in bruto družbenim proizvodom, s katerim seveda vedno primerjamo povsod, kakšna je zadolžitev posamezne države, toliko večja. Mi smo računali na okoli 82–83% naj bi seveda znašal, ne samo zaradi dodatne zadolžitve, ampak seveda tudi zaradi tega, ker je bruto družbeni proizvod
padel, oziroma napovedi so, da bo padel različne. Tukaj lahko pač rečem, podatek UMAR je 8,1%, drugi podatki so nekoliko manj, 7,4% napoveduje Evropska komisija in drugo leto dvig na 6,7, kar pomeni, da se dejansko potem ta padec lahko nekako izniči, ki bi tukaj bil, in bi seveda drugo leto lahko, bom rekel, bili na isti ravni, kot smo danes. Prvič, zakaj tako hitri ukrepi še to? Zaradi tega, ker računam na to, da bo gospodarstvo čim prej zaživelo in da bo ta kriza, ki je nastala na podlagi epidemije, imela črko V, kar pomeni, da ko je prišla, bom rekel, na dno, na tisto skrajno točko, da se bo dvigala in da se bo dvigala zelo hitro. To nam napoveduje tudi Evropska komisija, to nam povedujejo tudi nekatere druge inštitucije, ki se ukvarjajo z makroekonomskimi napovedmi. Seveda pa je to možno zaradi tega, ker so ukrepi na področju zdravstva enostavno, da rečem nekoliko bolj enostavno, prijeli, zaradi tega, ker so ljudje spoštovali te ukrepe in zaradi tega, ker smo seveda lahko kot prva država razglasili, da ni več epidemije v Sloveniji. Sledijo vprašanja gospodu ministru, tako da prosim novinarje in novinarke tukaj v dvorani, če so kakšna vprašanja, da nekdo zastavi vprašanje pri mikrofonu. Torej, ena prijava tukaj v prvi vrsti novinark. Izvolite, prosim, do mikrofona. Sledi vprašanje iz studia TV Slovenija. Pozdravljeni, Katarina Matečič, Pop TV. Najprej vprašanje, zdaj že malo bolj znano, v katero smer grejo finančni učinki prvega in drugega paketa. Zadnja ocena fiskalnega sveta iz predprejšnjega tedna je, da bi bilo lahko dejanski izdatki brez poroštev manj kot 1,3 milijarde. Zanima me vaša ocena in pa kakšen je celoten znesek tega tretjega paketa, koliko je težek, čeprav smo slišali, da bo več ali manj dolžniško, ampak na koliko ste ocenili tretji paket? Ja, hvala lepa za vprašanje. Prve ocene oziroma simulacije so lahko dane. Tukaj je seveda odvisno vse od zadnjih izplačil, ki bodo v maju in seveda tudi deloma v juniju. Jaz ocenjujem, da tista prva maksimalna napoved, ki je bila napovedana v višini 3 milijard, tukaj bom rekel teh neposrednih izdatkov ne bo. Je pa tukaj treba seveda uštevati še poroštvo, ki smo ga tukaj dali, kar pomeni, da če se to poroštvo prišteva, dejansko potem smo blizu tega. Tiste, bom rekel, kakršne koli ocene jaz težko dam, spoštujem pa te ocene, ki jih je dal tudi fiskalni svet pred koncem, pa težko napovedujem, koliko bo dejansko vreden ves ta paket. Ne nazadnje se bo nadaljeval ta paket še v mesecu juniju za nekatere dejavnosti, predvsem turistične, zaradi tega je, bom rekel, izredno težko povedati oziroma oceniti, kaj dejansko bo, in jaz tudi mislim, da ko bo ta paket končan, bo Ministrstvo za finance in vlada transparentno posredovala vse podatke, koliko dejansko to stane. Zdaj pa vprašanje iz studija. Še tretji paket je ocenjen v zakonu na milijardo evrov. Zdaj pa res. Dobar dan tudi iz studia na televiziji Slovenija, kjer zbiramo vprašanja slovenskih novinarjev po elektronski pošti. Prvo vprašanje za vas, minister Šircelj, zastavlja novinar Radia Slovenija Urban Tarman. In sicer sprašuje, ali tretji protikoronski paket vključuje posebne ukrepe s področji, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo. Hvala lepa za vprašanje. Jaz mislim, da sta moja dva kolega morda bolj natančno to podala to informacijo. Jaz posebnih določb, ki se nanašajo na Ministrstvo za kulturo,
v paketu ne vidim, morda posredno preko kakšnega drugega ukrepa ali pa seveda preko tega najbolj splošnega ukrepa, ki se nanaša na skrajšanje delovnega časa. Skrajšanje delovnega časa velja dejansko za vse, kar pomeni, da tudi tisti, ki delajo v kulturi, tukaj je pač edino merilo, koliko so posamezne inštitucije financirane iz javnih sredstev oziroma iz proračuna, ampak drugače velja pa seveda tudi za njih in seveda tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo naprimer na tista kulturne dogodke, ki se nanašajo v povezavi z turizmom, so seveda tudi deležni teh ukrepov. Hvala. V predzadnji vrsti, tamle na desni, prosim. Na vaši levi, pardon. Hvala, pozdravljeni, Maja Derča, Radio Slovenija. Minister Šircelj, pravite, da spoštujete oceno fiskalnega sveta, ta ocenjuje nekje učinek prvega paketa na 1,7 milijarde, zaenkrat še ne vemo. Prihajali so podatki iz finančne uprave, da institut čakanja na delo, ki je zdaj podaljšan zgolj za turistično dejavnost za 1 mesec, je nanesel v tranšah, posameznih tranšah tam nekje 20 milijonov, skratka manj, kot bi pričakovali. Se strinjate s tem, da to ni drag ukrep, govoriva o čakanju na delo? Namreč sprašujem zato, ker avtomobilska industrija je izjemno razočarana in kot veste, jutri prihaja tudi k gospodarskemu ministru, pa me zanima, kako jim boste razložili, da ta ukrep zamira. Hvala. Ja, hvala lepa za vprašanje. Nenazadnje je bilo že v samem zakonu, tem prvem zakonu, določeno, da če vlada določi oziroma prekine to stanje epidemije, da potem veljajo ti ukrepi do konca meseca maja. In vlada je seveda do 15. tako kot je pisalo v zakonu, to tudi naredila. Tako da seveda ta opcija, ta možnost je bila vnaprej predvidena in seveda glede na zdravstveno stanje vseh ljudi je seveda to, bom rekel, razveseljivo, da smo zdravi in da smo to hitro prebrodili. Čakanje na delo jaz gledam predvsem v smeri, da je prišel čas, ko je dejansko treba začeti z dejavnostjo v gospodarstvu in skrajšanje delovnega časa je v primerjavi z ukrepom čakanja na delo veliko bolj motivacijski ukrep. Skratka, podjetja lahko začnejo načrtovati poslovne procese, proizvodne procese in tako naprej in nenazadnje lahko zaženejo in ni treba, da ljudi pošiljajo na čakanje. Ljudje lahko delajo nekaj ur, lahko delajo fleksibilno, lahko delajo tako, kot določa ta proces poslovni, proizvodni in z tega zornega kota jaz vidim ta ukrep kot veliko bolj motivacijski ukrep za to, da pridemo na tisto stanje, ki je bilo pred to krizo. Seveda pa ne bomo prišli naslednji dan, ampak bomo prišli verjetno v nekaj letih. Vprašanje iz studia TV Slovenija, hkrati vas pa prosim, da ministru za finance, če je le mogoče, zastavljate izrazito finančna vprašanja o tem, komu je omogočen dostop do sredstev, na kakšen način se to rešuje, bosta odgovarjala tudi oba navzoča ministra, tako minister za delo kot minister za gospodarstvo. Prosim. Ingrid Kašca-Bucik, novinarka Radia Koper, sprašuje, če bo igralništvo glede na stanje zaradi koronavirusa deležno kakšnih dodatnih pomoči ob tisti, ki je predvidena s proti korona ukrepi. Ja, mislim, da bo več minister Počivalšek o tem govoril, jaz lahko samo rečem, da ima enak status kot turizem. Hvala. Izvolite. Vesna Zadravec, RTV. In sicer najprej imamo vprašanje glede 900 milijonov evrov iz tega sklada ŠUR. Zanima me, ali je ta znesek v bistvu v resnici, je ta znesek dejansko že dobljen, ga bomo v celoti lahko
počrpali. In drugo vprašanje gre pa iz drugega paketa glede poroštev. Po vaši oceni, koliko poroštev bo uporabljenih, kako zanimiv je v bistvu ta ukrep? Hvala lepa za vprašanje. Jaz sem govoril o ocenah za 900 milijonov. Evropska komisija ni še dokončno povedala, koliko bo pripadalo denarja posamezni državi. Tudi vloga, bom rekel, tisto obrazec za vlogo dejansko še ni dan. Mi čakamo, da bo dan ta obrazec za vlogo, da bomo to naredili čim hitreje. Lahko še tukaj dodam to, da bo ta ukrep na razpolago do konca leta 2021, takrat je bila tako imenovana sunset clause, kar pomeni, da je to dolg ukrep, kar pomeni, da seveda ni treba, bom rekel, skrbeti za to, da bi teh nadomestil oziroma tega denarja zmanjkalo. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na koliko bo dejansko je že bilo izdanih oziroma kako ocenjujem poroštveno shemo, ki je bila tukaj dana. Ob tem trenutku bi dejansko, ob tem, da so ti podatki, ki jih imamo do 11. maja javni na spletni strani Ministrstva za finance, koliko je bilo odloženih vlog poroštev in tako naprej, bi seveda pozval poslovne banke, da pomagajo gospodarstvu in da s tem pomagajo seveda tudi ohraniti delovna mesta in da čim prej dejansko preidemo iz krize. Janez Zelaznik, novinar spletnega portala Žurnal 24, sprašuje, kakšen finančni učinek pričakujete od bonov za turizem? Mislim, finančnega učinka od bonov za turizem, o tem tudi najbrž več lahko rečem, da teh bonov bo izdanih vse skupaj za 365 milijonov, okoli 365 milijonov je možno koristiti teh bonov. Seveda pa o tem tudi več gospodarski minister se lahko računa na multiplikativne učinke. Izvolite. Klemen Košak, Dnevnik. Jaz bi vprašal, zakaj je medresorsko usklajevanje glede tega predloga Ministrstva za zdravje za tretji protikorona paket trajalo toliko časa, da ni bilo tega predloga v nobeni od verzij, s katerimi se ukvarja ekonomsko-socialni svet. Slišati je, da je to zaradi usklajevanja z Ministrstvom za finance bilo. Pa mogoče še eno malo bolj širše vprašanje, a se že kaj, imate kakšno oceno, koliko bo skupno rabilo zdravstvo proračunskega denarja? Zakaj? Glejte, usklajevanje je vedno zato, morda tudi kdaj kakšen dan ali uro del, zato da damo čim bolj in čim bolj strokovne predloge. Drugo, če imamo že kakšno oceno, to se je pa nanašalo na lahko, na kaj se skupnega za zdravstvo. Ne, v tem trenutku vam tega seveda še ne morem dati tega podatka. Alenka Terlep, Radio Slovenija, sprašuje, ali tretji protikorona paket vzpodbuja javne investicije, se bo imela okrepljena gradbena dejavnost s številnimi multiplikativnimi učinki, pomemben vpliv na premagovanje gospodarske krize. Za katere investicije konkretno gre in koliko dodatnega denarja bo za to namenjenega? Že drugi oziroma prvi protikorona ukrep oziroma zakonodaja spodbuja gradbene investicije. Danes je bil sprejet še en zakon, ki bo administrativno poenostavil gradnje. Gre za velike multiplikativne učinke na področju gradbeništva, kot sem jaz razumel strokovnjake, gre tudi za multiplikativni učinek, se pravi 1:2, kar je seveda izredno veliko. Jaz mislim, da je zelo veliko projektov, ne bi nobenega tukaj posebej poudaril na področju železniškega in cestnega transporta, od rekonstrukcije, če želite, in gradnje novih avtocest in seveda tudi hitre železnice. Naslednje vprašanje.
Je še kdo drug, da ne dajemo možnost spraševanja vedno enim istim? Prosim. V naslednjem krogu. Gospod Šircelj, Aleš Kocen, STA. Zanima me, kdaj bo vlada začela pripravljati rebalans proračuna, kaj bodo prioritete in kje lahko pričakujemo reze. Hvala. Pripravljati ga bo začela v tem mesecu in nadaljevala v naslednjih mesecih po zakonu, ki določa, do kdaj mora biti proračun dejansko pripravljen, to je 1. september, bo dejansko proračun narejen. Trenutno vam na to ne moram odgovoriti, kje bodo rezi in kje ne bodo rezi in ali bodo rezi ali ne bodo rezi. V tem trenutku vam na to ne moram odgovoriti, ker niti ni rečeno, da bodo. Studio. Do tega trenutka za ministra za finance gospoda Andreja Širclja nismo dobili drugih novinarskih vprašanj po elektronski pošti. Potem pa še zadnje vprašanje iz dvorane za gospoda ministra, potem pa sledita še druga dva gosta. Prosim. Še enkrat Katarina Matečič, POMP TV. Rekli ste, minister, da je ukrep skrajšanega delovnega časa bolj motivacijski, bolj spodbojevalen kot samo čakanje na delo doma, pa vendarle me zanima, kakšna je ocena finančnih učinkov, če bo čakanje podaljšano za 1 mesec samo za dejavnosti turizma, gostinstva in avtoprevozništva, kakšen bo ta izdatek in kakšen bi bil izdatek, če bi obveljal ponedeljkov dogovor socialnih partnerjev, torej da ta ukrep velja še 3 mesece za vse dejavnosti, vendar z bolj strogimi pogoji. Ja, hvala lepa. Glejte, jaz vam tega podatka dejansko ne moram dati, zaradi tega, ker ne vem, koliko ljudi z področja turizma se bo dejansko prijavilo na skrajšanje delovnega časa. Jaz si želim, da bodo vsi začeli čim prej delati in da bo zaradi tega ta učinek čim manjši in da bo seveda čim več tistih, ki morda nimajo danes 100% naročil, koristilo ta ukrep in seveda tudi za, to se pravi za čakanje na delo, vam ravno tako ne moram dati tega podatka, ker ne vem, koliko turističnih delavcev bo čakalo na delo. Še enkrat upam, da čim manj in da bodo vsi imeli čim več dela in da bomo seveda gospodarstvo pripeljali na konkurenčno raven in na raven, kjer bodo seveda vsi imeli prihodke, dobičke in seveda tudi ustrezne plače.